tečem kamen. Tečem steklo. Potem pa rečem mozaik. Ja, bom rekel, da po spletu okoliščin. To je nek tak konglomerat vseh teh zadev, ki se dogajajo v življenju. Od arhitekture, krajinske arhitekture, do nekako potovanja v Italijo in potem tega študija mozaika v Italiji. In kako pa postaneš mozaicist, je pa v bistvu to je način življenja. To je način gledanja na svet, to je način sestavljanja delcev v celoto. In to je neka nikoli dokončana zgodba. Ja, pri svojem delu uporabljaš martelino, to je mozaično kladivce, ki ima isto obliko že iz rimskih časov. Na koncu tega kladivca je taka posebna konica iz kaljenega jekla, ki dolgo časa zdrži, torej jo treba malo brusiti. Uporabljamo drugo orodje je pinceta in taljola. Taljolo je pa tak lesen čep z kovinskim sekalom, lahko je tudi namizno taljolo, na katerem potem mozaicist seka. Zdaj, kaj seka? Seka pa v bistvu vsak gradnik, ki bi ga rad uporabil v mozaiku. Od marmorja preko stekla, porodnikov, tudi materialov, ki so degradirani. Govorimo tudi o lesu. Jaz uporabljam v mozaiku v bistvu vse. Uporabljam tudi lubje, uporabljam tudi kokos. Ja, tako kot narava nekaj od materialov že sama oblikuje za nas, imamo tudi mi nek ta privilegij oziroma dolžnost, da določene materiale oblikujemo sami ali pa jim damo ponovno uporabno vrednost. Če jih oblikujemo sami, lahko naredimo steklo, na primer. Ampak, če pa damo ponovno uporabno vrednost, pa lahko neko zavrženo steklo, neko keramiko ali pa nek kos plastike, ki se ga ne da več reciklirati, vzamemo, ga razsekamo, preoblikujemo in iz njega dobimo neko čisto ponovni začetek in neko novo zgodbo. Za mozaik je to nek gradnik, ima neko neskončno vrednost. Od lesa do keramike, do marmorja, do smalti, ročno kuhanega mozaičnega stekla, do drugačnih oblik stekla, do kristalov. Pač vse, kar najdemo, vsi gradniki v naravi in gradniki, ki smo jih pustili mi za sabo, so v bistvu material, ki je primeren za izdelavo mozaika. In to zavedanje mozaicistu omogoča širino. Odpiramo nova vrata in z vsemi temi materiali lahko sestaviš skupaj neke celote, ki jih prej sploh predvideti nisi mogel. Temu botruje neka taka zelo osebna zgodba, kjer bi se osebno zahvalil gospe Narcisi Deskovič, umetnostni zgodovinarci, ki me je povabila, naj si pogledam to šolo. Nekoč so organizirali neki izlet v Italijo in rekla, Aljaž, mora to iti pogledati, ker bo nekoč meni naredil mozaik. In sem bil jaz tako, okej. In takrat sem jaz študiral krajinsko arhitekturo in sem šel res z njimi in si pogledal to šolo in mi je bila neskončno všeč. Potem pa sem to pustil nekje ob strani. Je čakali, ampak potem je pa padla odločitev, trenutek je bil pravi in šel sem v Italijo. Nisem govoril italijansko, sem se naučil vse besede italijanščine od začetka. Študij je potekal samo v italijanščini in to ni nobena ovira. Če si nekaj želiš, pač to narediš. In študij zaključil, prišel nazaj v Slovenijo.
Osebno sem jaz, glede na to, da ustvarjam iz sebe, pa sem spontan v tem ustvarjanju, vseeno imam to teorijo, ki se mi zdi, to je neka najbolj pomembna stvar. To je vsak dan v svojem ustvarjanju, če ti ne gre, ali pa če ne vidiš navdiha, se samo nasloniš nazaj in se posvetiš, da bo čim bolj tehnično dovršeno izvedeno in greš po isti poti in takoj prideš nazaj v stik s svojim ustvarjanjem. Ne zgubiš se, to je nekaj, kar te vodi in te vleče naprej. Torej, ta teorija ni sama sebi namen, ampak je v bistvu neka celota, iz katere črpaš vse. Rimska, bizantinska, moderna in sodobna tehnika, čisto vse črpajo iz istih temeljev, iz rimskih temeljev. Torej, bizantinski mozaik črpa iz rimskega in tudi moderni črpa iz rimskega in iz bizantinskega. In to je vse prepleteno. Na koncu je te teorije kar nekaj, je veliko, ampak čisto vsa prav pride. Jaz zmeraj velikokrat primerjam to z glasbo. Jazz lahko igramo samo, če poznamo teorijo glasbe do popolnosti. Isto je pa z mozaikom in z moderno tehniko. Ja, se mi zdi, da prav ta neka širina v vsem tem ustvarjanju je tisto, kar ti daje na koncu kot umetniku svoboda. Zdaj, če bi se posvetil samo eni od teh panog, bi se slej ko prej zgodilo, da bi prišel do slepo ulico. Zadeva bi se v neki točki ali pa vsaj začasno končala in ne bi videl izhoda. Tako pa v bistvu ta neka širina, v bistvu ponazarjanje lahko bi jo drugače nekako pokazal, tako kot različne poti, ki vodijo v isto smer. Po kateri poti boš hodil v nekem trenutku, je samo stvar naključja oziroma odločitve. Ti si tisti, ki odloča. V tem trenutku bom, na primer, se ukvarjal z restauriranjem, ker trenutno je projekt restauriranja odprt. Ko se to zapre, bom organsko prišel nazaj na področje učenja, zato ker se odpirajo nove delavnice, ker so take in drugačne možnosti. Istočasno pa vzporedno lahko ves čas ustvarjam. Ko pa je ta ustvarjalni naboj prevlada, v tistem trenutku si pa lahko vzamem prostor in čas, ker imam to možnost in potem samo ustvarjam. In ostale stvari počakajo, nikamor ne gredo. Tako nekako kot umetnik lahko preživiš v tem sodobnem času. Ja, ne gre drugače. Vedno, kadar delam z učenci, z študenti, vedno imam občutek, da se mi vsak atom energije, ki ga vložim v to, pač vrne nazaj, multiplicira. Kadar pa ustvarjam, je pa isti občutek. Vsakič s srcem ustvarjaš in vse, kar narediš, te potem to, kar razveseljuje in se mi zdi, da se potem stvari obračajo v pravo smer, prav zaradi tega, ker je v bistvu ta tvoja pot in način razmišljanja pravilno. Skozi sem imel občutek, da če restauriram mozaik, se mene kot nekoga, ki je popravil oziroma dodal oziroma se dotaknil, ne vidi. Pa temu ni tako. S tem v bistvu izražaš spoštovanje do nekega mojstra, ki je to prek toliko in toliko leti ustvaril in s tem svojim poznavanjem tehnik in svojo zmožnostjo, da se dotakneš njegovega dela na način, da njegovemu delu nič ne odzameš, ampak samo še dodaš, se mi zdi nekaj lepega. To je neko darilo, ki ga lahko daš. In se mi zdi tako kot neki dodaten izziv in me zadnje čase tudi to zelo navdihuje. Moram reči, da zelo dobro. Nekako videl sem cel ta proces, v katerem dijak spoznava neko novo tehniko in istočasno sem imel neko to srečo, da sem bil lahko prisoten pri tem procesu, kako se on odziva na nove veščine in na nove izzive in kako v tem procesu tudi raste. In mislim, da je bila to res neprecenljiva izkušnja, ki bi jo z veseljem tudi ponovil. In tudi mislim, da tudi iz strani te dijakinje, da je mozaik, ki ga je naredila, je bil
zelo lep in mislim, da tudi to znanje, ki ga je osvojila tukaj, da ji bo ostalo za zmeraj, torej nekaj neprecenljivega. Vsak, ki pride k meni kdaj na delavnico, začne gledati mozaik čez drugačne oči. Ko vidi kjerkoli mozaik, se ustavi pred njem in ga opazuje. Njegov pogled je rahlo bolj kritičen, ampak v njemu opazuje neke druge razsežnosti te iste lepote. Opazuje tudi tehniko, tesere, kako so mozaični koščki nasekani, kakšni so materiali uporabljeni in kako so obrnjeni, rotacija, nakloni, svetlo-temno, kako se svetloba odbija, kakšna je tekstura, kakšna je kombinacija barv, komplementarne barve. Vse te zadeve so neki taki majhni bombončki, ki jih potem kar naenkrat opaziš in začne mozaik dobivati neko dodatno razsežnost. To je res zanimivo vprašanje, ne? Ko delaš v mozaiku, se kar pozabiš to spraševati. To bi se mogel v bistvu vsak dan zjutraj bi se mogel vprašati, zakaj to v bistvu res delaš. Zdaj bi rekel samo zato, da bomo za sabo pustili neko poznavanje mozaika in da bodo generacije za nami imeli, kaj je to, se mi zdi, dal preveč plitek odgovor. In tudi vprašanje je dosti bolj kompleksno. Meni osebno se mi zdi tehnika toliko zanimiva, da prav terja in si prav zasluži neko postavitev v sodobni čas, testiranje z njo, postaviti jo na rob njene zmožnosti. Iti čez rob in opazovati, kaj se dogaja. Testirati z novimi materiali, z tehnike kombinirati med sabo. Istočasno pa biti spoštljiv do tehnike, v samem poznavanju vseh njenih zakonitosti. In z vsako tesero, ki jo umestimo v mozaik, smo spoštljivi do mozaika samega. Vsaka je perfektna in vsaka je najbolj pomembna. In to je tisto sporočilo, ki se mi zdi, da mozaik dela relevantno tudi v današnjem času. Vsi smo pomembni in vsi smo del nečesa večjega. V bistvu zanimivo je, da steklo je v bistvu glavni material, ki naj bi bil namenjen mozaiku, ne? Cela ta produkcija tega mozaičnega stekla je zelo močna na svetu. In veliko mozaikov se dela izključno iz stekla. Smalti, mozaično steklo, to je primeren material za delati mozaik na rovesčastu, karta, torej obrnjena tehnika na papir, kjer imamo gladke mozaike, velike razsežnosti velikih mozaikov, to je super material. Zato, ker v njemu nimamo omejitev z barvami. Tega stekla je na tisoče barvnih odtenkov. In lahko zberemo vse odtenke, ki jih potrebujemo, potem pa ostale odtenke pričaramo z mešanjem barv med sabo. Torej v tehnologiji, kot RGB, kot barvni računalniški monitor, tudi mi lahko mešamo delce različnih barv in od izdaljave dobimo vtis neke čisto druge barve. Vijolično barvo lahko naredimo sami. In zato je steklo perfektno. Ampak ostali materiali imajo pa neke druge karakteristike, čisto druge, ki ne tekmujejo s steklom, ampak ga dopolnjujejo. Doprinesejo nekaj čisto drugega in torej to je neka ta stik z zemljo tega marmorja in porodnikov in takih zemeljskih materialov, koščkov lesa, kokosov oreh. To so vse materiali, ki imajo neko tako teksturo, ki je mat, ki nas kliče po temu, da se dotaknemo, ki nam daje vtis zemlje, neke prizemljenosti. In ko opazujemo te materiale, nas pomirajo. To je zelena, rjava barva, ki nam dajo. Tu vidimo kakor naravo, vidimo drevesa, vidimo zelenje. No, isto je s temi materiali. Z steklom pa lahko dodamo še drugo dimenzijo, lahko dodamo to svetlečo, lesketajočo se lastnost, da se svetloba odbija. Lahko steklo sekamo na drugačne načine. Neka ta kombinacija materialov med sabo se mi zdi, da se sam dopolnjuje. Jaz bi rekel, mogoče bo malo klišejsko, ne odnehati, ampak probati. To je prvo, ja. Najprej veliko probavati. Vsak poskus je pravi poskus, ne? Ni napačnih odločitev. Iz vsake se nekaj naučimo.
delati stvari, tudi ki nam rečejo, za katere nam rečejo, da niso ta prave. In to je super. Eksperimentirati z materiali, s tehnikami, to bi jaz vse spodbujal. Nekomu, ki pa se odloča, da bi nekako stopil na to neko umetniško pot, bi mu pa predvsem rekel, da ja, v današnjem času bi priporočil že od začetka samega nekako lepo kombinacijo umetniškega dela in nekega obrtniškega dela. Tako da lahko delaš tudi to, v čemer najbolj uživaš. In uživaš zato, ker to delaš. Torej, ko greš v ponedeljek zjutraj v službo, se ti zdi najlepši dan tedna, ker lahko spet začneš delati to, kar rad delaš. Pa čeprav mogoče ponedeljek in torek samo delaš stvari po naročilu, ampak sredo, četrtek, petek lahko pa potem ustvarjaš. To se mi zdi neka taka čarobna kombinacija.